Vsakodnevna nega obraza bi morala praktično postati naša rutina v življenju, naša stalnica. Tako kot si umivamo zobe, tako kot se preoblečemo v spalno oblačilo, bi tudi nega obraza morala postati res naša odgovorno dejanje. Seveda prilagojena tipu kože in starosti kože vsekakor. Različna starostna obdobja terjajo svoje v življenju in tako tudi koža v različnih starostnih obdobjih terja svoje. Ja, tipov kože poznamo več. Imamo normalen tip kože, bolj dosuh tip kože, masten tip kože in zato tudi sestavine glede na tip kože seveda prilagodimo. Izdelki, ki vsebujejo nekoliko več vlažilcev, hialuronske kisline na primer, so bolj primerni za tiste ljudi, ki kožo neprestano tretirajo z določenimi kislinami in rabijo nekoliko več vlažilcev posledično. Ljudje, ki imajo bolj suh tip kože, bolj luščeč tip kože ali ki so nagnjeni k atopiji, atopijskemu dermatitisu, takšni pacienti oziroma ljudje, osebe pa rabijo mogoče več tistih sestavin, ki krepijo zaščitno plast kože, torej več ceramidov, več holesterolnih pripravkov, kar masti kožo. Pri dnevni rutini kože je vsekakor izredno pomemben oziroma ključen, bi lahko rekli, čiščenje kože. Vemo, da ne samo zaradi higienskih razlogov, tudi tisto, kar tekom dneva pridobimo na koži. Koža je naše ogledalo telesa, tako notranjega in tako zunanjega, in dejansko vse, kar tekom dneva pridobimo na koži, odvečne odmrle celice, umazanija, nečistoče, vse to je potrebno res temeljito sprati, tako zjutraj kot zvečer. Dobro očiščena koža je praktično temelj za nanos naslednjih učinkovin oziroma sestavin, se pravi, tisto, kar nanesemo na kožo po čiščenju, lažje prodira, če je koža čista. Tekom dneva se nabere na koži marsikatera nečistoča, zato je res pomembno, da te odmrle celice speremo in naredimo prostor za neko aktivno učinkovino, ki jo nato nanesemo na čisto kožo. Jutranje umivanje, bi lahko rekli, je praktično tako zelo pomembno kot večerno umivanje. Zakaj? Čez noč se spotimo, koža tudi izloča sebum, naberejo se odmrle celice, tudi naš vzglavnik ni vedno najbolj čist in zato je jutranje umivanje ključno, da tudi speremo vse nečistoče. Samo z vodo ni priporočljivo, je fajn, da uporabimo sebi primerno emulzijo oziroma gel, da res speremo te nečistoče in potem dodamo še vlažilno kremo z SPF faktorjem, se pravi zaščitno plastjo, in da se podamo v nov dan. Največja napaka, ki jo delamo pri čiščenju obraza, je morda, da ne uporabimo primernega izdelka za čiščenje. Vemo, da koža, ki je bolj aknasta oziroma k aknam nagnjena koža, ki je bolj mastnega tipa, rabi vsekakor izdelek, s pomočjo katerega speremo vse nečistoče, mogoče malenkost bolj agresivno. Pri ljudeh, ki pa imajo bolj suh tip oziroma občutljiv in tolerantni tip kože, pa rabijo emulzijo, ki tudi spere nečistoče, vendar da res obnavlja kožno pregrado in jo čim manj iritira oziroma poškoduje. Ja, kožna pregrada je ena velika funkcionalna enota v naši povrhnjici kože. Vemo, da koža preko kože vsak posameznik sodeluje, interagira z zunanjim svetom. Ja? In preko kože se mi spopadamo z bakterijami, mikroorganizmi, gljivicami, paraziti, vse, kar je okoli nas praktično, v zraku, na površinah, s predmeti, s katerimi prihajamo v stik. In zato je zelo pomembno, kako kožno pregrado negujemo. Hitro jo zamajamo, njeno ravnovesje, s pomočjo vetra, UV sevanja, sončnih žarkov, prekomerne uporabe vode, različnih sredstev, kemičnimi agensimi, iritanti. Vse to so dejansko dejavniki, ki lahko oslabijo našo pregrado in s tem povečajo večjo izgubo vode iz naše kože in posledično večji vdor mikroorganizmom, kar vodi v vnetje ali pa iritacijo kože. Na kožno pregrado vpliva negativno različni sprožilci, različni triggerji, različni agensi. Ko smo že omenili, v prvi vrsti morda temperaturne spremembe, veter, mraz,
toplota, vročina, prekomerno izpostavljanje res vroči vodi ali mrzli vodi. Najbolj optimalna je nekje tudi za tiste, ki imajo izredno občutljivo kožo, mlačna voda. To so vse dejavniki, ki lahko izredno poslabšajo kožno pregrado in s tem omogočijo nastanek vnetja na koži. Poškodovano kožno pregrado je seveda možno obnoviti s primernimi izdelki, ki vsebujejo tiste koncentracije učinkovin oziroma sestavin, ki se tudi nahajajo v naši koži sicer že naravno. In vsekakor so to tudi med ključnimi elementi ceramidi. To so molekule, ki dejansko povezujejo naše celice v povrhnjici, v roženi plasti in ravno skupaj z ostalimi maščobnimi molekulami delujejo kot cement med zidaki in zelo hitro lahko izboljšamo našo kožno bariero, če je bila predtem ta poškodovana oziroma iritirana. Izdelke za čiščenje obraza dejansko prilagodimo tipe kože. Imamo tiste izdelke, ki jih uporabljamo bolj pri normalnem domastnem tipu kože. Ti izdelki se ponavadi penijo, so nekoliko bolj agresivni, medtem ko pri normalnem dosuhem tipu kože govorimo bolj za take kremaste emulzije, ki se ne penijo, ne iritirajo kože in dodatno ne poškodujejo kožne bariere. Ukolikor govorimo, da gre bolj za suh tip kože, k atopiji nagnjen tip kože, k ekcemu nagnjen tip kože, je morda fino bolj poskrbeti za vlažnost kože. Se pravi, takšna koža mora imeti tako vlažilno komponento, kot tudi lipidno komponento. Fajn je, da taki izdelki vsebujejo tako ceramide kot hialuronsko kislino, nekaj, kar dolgotrajno dejansko vlaži kožo in ji nudi oporo. Medtem ko pri mastnemu tipu kože je izredno pomembno, da zaradi določenih sredstev, ki jih nanašamo protivnetno ali proti temu, da nastajajo akne, se pa koža tudi pospešeno suši, lušči in da tudi tem osebam damo primerne izdelke, s katerimi lahko navlažijo kožo in da tudi taka aknasta koža dolgotrajno gledano ni več luščeča in suha zaradi terapije, medikamentozne terapije ponavadi. Izdelki, ki se ne penijo, so bolj priporočljivi za osebe, ki imajo bolj suh tip kože oziroma bolj intoleranten tip kože, se pravi pri osebah, ki so nagnjeni k določenim tipom alergij ali atopij. In ti izdelki dejansko jih lažje speremo s kože in posledično manj iritirajo kožo in manj poškodujejo kožno pregrado. Moška in ženska koža se vsekakor razlikujeta, saj smo si evolucijsko in genetsko različni. Tudi hormonsko se precej razlikujemo. Je pa res, da tudi moški imajo lahko tip kože, ki zahteva posebno nego. Tudi veliko posameznikov moškega spola ima ali k aknam nagnjeno kožo, ali suh tip kože, ali k atopiji nagnjeno kožo in tudi tovrstni posamezniki je seveda zelo priporočljivo, da svojo kožo jemljejo resno in ji omogočajo tiste sestavine, da jo čim bolj podkrepijo, okrepijo in zaščitijo svojo zaščitno pregradno plast. Tako da tudi moškim vsekakor svetujemo, glede na tip kože, ustrezne izdelke, ki vsebujejo tisto, kar jim primanjkuje. Ceramidi so pomembni v sestavi kože vsekakor. Naravno jih ima vsak posameznik. Govorimo o različnih molekulah. O molekulah, ki skupaj z maščobnimi kislinami in holesteroli tvorijo neko cementno osnovo med zidaki. Če si predstavljamo celice povrhnjice, ki so postavljene v vrstu, med njimi je prostor in ravno ta prostor zapolnjujejo ceramidi, zato so ključni pri obnovi zaščitne plasti, ključni pri tem, da iz kože izhlapi čim manj vode in da smo enostavno zaščiteni pred vdorom mikroorganizmov, ki vse povsod mrgolijo okoli nas. Do izgube ceramidov pride dejansko po naravni poti v prvi vrsti. Staranjem, tako kot pri vseh organih, nekje po 20-25 letu se začnemo starati, to vemo vsi, tudi koža se prične starati in zato koncentracija naravnih sestavin, ki jih sicer vsi nosimo v sebi, začne postopoma upadati. Tudi ceramidi so med njimi. Zato je zelo pomembno, da z leti, ko koža postaja bolj suha, manj sijoča, manj vlažna, res pomislimo na to in uporabljamo izdelke, ki vsebujejo sestavine, ki jih praktično imamo v sebi naravno, vendar z leti upadajo.
Morje in kopanje vsekakor blagodejno vplivata na vsakega posameznika. Sončenje pa žal nekoliko manj. Vemo, da zdravega sončenja ni, da same zdrave zagorelosti ni, takoj ko se pojavi, gre že do poškodb celic. Seveda, primeren izdelek za čiščenje je vsekakor izbran. Zakaj? Zato, ker vemo, da na nek način morje dodatno izsuši v tistih klimatskih razmerah kožo, sončenje pa s pomočjo UVA in UVB žarkov naredi tudi poškodbe na celicah. UVA prodirajo globje, povzročajo nastanek fotostaranja in gub, UVB žarki povzročajo zagorelost. Pri vseh tej kombinaciji je potrebno kožo dodatno navlažiti, spet uporabiti neke izdelke s pomočjo dodanih vlažilcev, bodisi hialuronsko kislino in pa s pomočjo maščobnih sestavin, ki dodatno zaščitijo našo pregradno plast in onemogočajo dodatno izhlapevanje vode iz kože. Izdelki so večinoma hipoalergeni, zato da čim manj iritirajo kožo oziroma da pride v stiku s kožo do čim manjše alergijske reakcije oziroma da do nje sploh ne prihaja. To je predvsem pomembno pri ljudeh, ki imajo izredno občutljiv tip kože, intoleranten tip kože in se zavedajo tega, da lahko ob najmanjšem nanosu kakršnekoli sestavine izzovejo rdečico ali iritacijo kože. MVE tehnologija pomeni multivezikularni emulzijski sistem, ki ima veliko prednosti. Zakaj? Vsaka MVE celica je dejansko obdana s koncentričnimi plastmi, ki se postopoma sproščajo. To posledično pomeni, da se vsaka aktivna sestavina postopoma sprošča v okolje in tako dolgoročno deluje na koži dlje časa. Hialuronska kislina je izredno opevana v različnih kozmetičnih pripravkih, v različnih lekarnah, v različnih marketinških ponudbah, bom rekla. Vemo, da je pa res ena posebna molekula. Gre za glikosaminoglikan, ki ima nenavadno sposobnost velike vezave količin vode. In ravno zaradi tega, ker z leti jo tudi izgubljamo, tako kot nekatere ostale snovi v koži, vlažnost, hidracija, sijaj kože tudi upada. In z njenim vnosom v določenih izdelkih spet pripomoremo k temu, da dodatno hidriramo kožo, izboljšamo s tem videz kože in vlažnost kože. Niacinamid je tudi ena izmed sestavin, ki skupaj s pomočjo s ceramidi in hialuronsko kislino prispeva k izboljšanju kožne pregrade, prav tako deluje na kožo blagodejno in pomirjajoče, in pa seveda prispeva k proizvodnji ceramidov, spet tistih snovi, ki tvorijo dobro plast, dober cement med zidaki v roženi plasti kože in spet prispevajo k temu, da je čim manjši vdor mikroorganizmov v kožo.